Lep pozdrav, moje ime je Miran Peterman, sem energijski trener za uspeh. Zakaj pogovor ne more rešiti partnerskega odnosa? Pogovor je v bistvu način, na katerega največkrat rešujemo partnerstvo. Ampak dejansko komunikacija je osnova vsakega odnosa. Če bi vedeli in znali, kako komunicirati, če bi bila dejansko pravi odnos, potem do nekega problema sploh ne bi prišlo. Glejte, prva stvar, ki moramo pogledati, je, zakaj se sploh do partnerskega nekega konflikta pride. Gre v bistvu za nek naš način razmišljanja, gre za neko situacijo, za neko serijo nekih dogodkov, kjer dejansko se, v nas nabirajo neke stvari, predvsem so to naša pričakovanja, napačna pričakovanja, ki neizpolnjena vodijo v razočaranje, ne. In dejansko komunikacija je, če gledamo, recimo, ne, komunikacija je samo 10% besed, vse ostalo pa je energija. Kaj pa je dejansko energija? Energija so naša prepričanja, naš odnos, naše vrednote, vse, kar mi v tistem trenutku razmišljamo, ne. Ker poglejte, recimo, če nekdo pride do mene in reče, jaz imam probleme v partnerstvu, ne morem komunicirati, ne znam komunicirati, kaj naj rečem partnerju, ne? V bistvu moj odgovor je včasih dejansko karkoli, sploh ni pomembno. Ni pomembno, kaj rečemo, pomembno je, kako rečemo. Ker poglejte, recimo, če samo gledamo neko situacijo, pridete domov in samo pogledate partnerja, ne potrebujete reči nobene besede in točno veste, kakšna je situacija. Točno veste, da je nekaj narobe. In kako to čutimo? Ja, po energiji. To pomeni, da edini način, da lahko mi spremenimo partnerstvo, je, da spremenimo našo energijo. Našo energijo spremenimo tako, da dejansko spremenimo naš odnos, ki ga imamo mi do sebe, ki ga imamo do življenja, ki ga imamo do partnerstva, da dejansko dobimo nek nov pogled na življenje in da očistimo in pozdravimo neke zamere, ki so se nabirale skozi partnerstvo. Ker poglejte, ko se v partnerstvu poskušaš neke stvari reševati, ne, z pogovorom recimo, ne, in potem partner nekaj reče, ne, in potem se zopet neka stvar dvigne se zamera, dvigne se neko nezadovoljstvo, ne. In če ti energijsko nisi dovolj močan, če energijsko ne dvigneš svoje vibracije, da se lahko distanciraš, da lahko ne glede na to, kaj vam partner reče, odreagirate pozitivno, potem dejansko partnerstvo ne morete rešiti. Naj vam dam recimo primer, ne. Vsak izmed nas ima, ne vem, mogoče nekega nečaka, ne, ki je star tam 3 do 5 let, ne, in potem včasih se zgodi neka situacija, nečak pride do tebe in reče, ti jaz te pa ne maram, ne vem, ne pogovarjam se s tabo in tako naprej. Z otroci je to malo težje, ker smo bolj, vpleteni v situacijo, ampak z nečaki boste lažje razumeli, ne. In potem, če mi v tistem trenutku lahko rečemo, ne, saj je vse v redu, saj te imam rad, saj se bomo mi da vse pogovorila. To pomeni, da naša pozitivna energija, naša pozitivna vibracija je močnejša kot pa vibracija tega, s katerim se pogovarjamo, v tem primeru nečaka, ne glede na to, kako tam brca, kako je jezen, kako to. V bistvu potem se veste, kako je, mu samo rečeš malo buci in tako naprej, ne. In potem s časom, saj je v redu, no pridi sem, no, da te objamem in tako naprej. To pomeni, sama komunikacija, če se mi zavedamo, da to niso besede, oziroma da je to samo 10% so besede, ostalo stroka pravi, da je to neverbalna komunikacija, ampak jaz se ukvarjam z energijo in vem, da je vse ostalo je naša energija, naša vibracija, naš odnos, ne. In prvi korak je, da moramo na tem delati. In če želimo na tem delati, moramo spremeniti sebe. To pomeni, če želite spremeniti svoj partnerstvo, svoj partnerski odnos, prvi korak je, da morate spremeniti sebe. V bistvu niti partner ne rabi sodelovati.
moja izkušnja je, da dejansko večinoma delam samo z enim izmed partnerjev, ne, in jim pomagam energijsko jih ojačati, energijsko spremeniti njihov odnos, vibracijo in tako v istem primeru kot z nečakom. Ne. Ker ko vi prijete z neko pozitivno energijo v odnos in ves čas ustrajate in ste, bom rekel, v svoji pozitivni energiji močnejši, kot je vaš partner začenja spreminjati svoj odnos, začenja spreminjati svojo pozicijo in dejansko pač, bom rekel, partnerstvo začne iti popolnoma v neko drugo smer. In v zadnjih, bom rekel, 10 letih imam na tisoče takšnih izkušenj. Ne. Tako da v bistvu partnerstva ne poskušate spreminjati samo z pogovorom, ker pogovor so besede, lahko vam nekdo reče, ok, če vam on reče, dajte reči to, ampak v končni fazi to nima nobene veze. Zato, ker če je vaša energija iza tega, kar rečete, neprijazna, če vaš partner čuti, da je znotraj, bom rekel, so neka pričakovanja, da ga pritiskate, da so, bom rekel, neka razočaranja, vse živo. Ne? Mi smo energijska bitja in mi čutimo. Ne? In to pomeni, partnerstvo lahko rešimo samo energijsko. Energijsko, da spremenimo svojo vibracijo, svoj odnos, svoj način razmišljanja, to pomeni tisto, kar oddajamo. In pač zelo pomemben korak na poti, da to lahko naredimo, je, da pozdravimo stare zamere, da pozdravimo te stare, bom rekel, od razočaranja, jeze in vse te zadeve. Tako da v bistvu, da razumete in da dejansko pač škoda mi je, ker toliko, bom rekel, ne, toliko ljudi srečujem, ki recimo, ne vem, pride mi gospa in reče, že eno leto, že nekaj let dejansko se poskušam s partnerjem pogovoriti. Ne. In zdaj imam vsega imam dovolj in zdaj pač grem stran. Vem, ampak v bistvu 10 let že delate eno in isto napako. Ves čas delate na isti način. Ne. Pač se veste, kako je. Ne. Če nekaj delamo ves čas na isti način in pričakujemo drugačen rezultat, to je, se opravičujem, definicija neumnosti. Ne. S pogovorom dejansko, seveda s pogovorom rešimo, ampak v bistvu z novim načinom pogovora, z novo energijo, z novo perspektivo, z novo priložnostjo. Ko dejansko vi pridete do tega, da želite sebi in svojemu partnerju dati novo priložnost, da si date priložnost za nov začetek partnerstva, potem se vse spremeni. In je, kot sem rekel, škoda mi je, da nekateri toliko časa vztrajajo v istem času, pa sem se še enkrat poskušala, ne delati iste stvari. Morate delati drugače stvari. In prvi korak je, da spremenite vi vizijo, da pogledate dejansko pač v odnosu, kaj delate narobe, kaj narobe pričakujete. Vedno smo v odnosu razočarani, ko imamo neka pričakovanja. Ne? In treba je pogledati, ok, ta moja pričakovanja, a so v redu, a so realna, a so pač uresničljiva. Ne? Od partnerja pričakujemo tisto, česar mi sami nimamo. Ok, ampak potem pa moramo se vprašati, pa pogledati, ok, pa partner ima to, da nam lahko da, ali moramo dejansko skupno najti način, da pridemo do tega. To je bilo eno kratko sporočilo za vas. Poglejte, no, kako je in dejansko, da razumete, mi smo energijska bitja, delajte na svoje energije, delajte na svojem odnosu, če drugega ne. Če potrebujete pomoč, jaz sem pač energijski trener, nisem pač uradno trener za partnerstvo, ne, ampak glede na to, da sem sam šel že skozi nekaj partnerstev, bil sem 2-krat poročen, 2-krat ločen, raziskujem življenje, imam toliko izkušenj, ampak jaz čutim energijo in lahko vam pomagam, da vam povem, okay, a je ta energija v redu, da bo rezultat. Ne. In pač potem so rezultati lahko res čudoviti in zelo hitri. Ne. Želim vam en čudovit dan, ostanite čudoviti in se vidimo v naslednjem videu.